Torej, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zdaj danes bi vam predstavila Alpski botanični vrt Julijano, kjer čeprav je vrt alpski, ne uspevajo samo alpske vrste, pač pa tudi številne kraške vrste in pa takšne, ki so nekaj posebnega, predvsem v slovenski flori. Tako da naslov današnjega predavanja je Koktajl alpskih in kraških vrst. Tako da v predavanju bi vam najprej čisto na kratko orisala nekako zgodovino botaničnih vrtov, kjer so sadili tudi alpske rastline in pa potem, zakaj so v bistvu ustanavljali alpske botanične vrtove. Potem bi se osredotočili na zgodovino Julijane, predstavila bi vam njene lastnosti, potem pa bi se posvetila predvsem rastlinam, ki uspevajo v Julijani in vas nekakim takim barvitim kolažem povabila, da Julijano obiščete tudi sami. Torej, prvi botanični vrtovi so začeli nastajati nekako v 16. stoletju, ko se je človek zopet vračal k naravi. Raziskovalce niso zanimale rastline samo nekako iz zdravilnega vidika, pač pa so jih začele zanimati tudi značilnosti rastlin, njihove lastnosti. Prvi botanični vrtovi so nastali predvsem na področju Italije, ob univerzah, tako mogoče poznate botanični vrt v Padovi, v Pisi, v Firencah, tudi na Nizozemskem, v Leidnu je bil eden prvih botaničnih vrtov. No, v nekatere, kot na primer na Dunaju, pa so sadili tudi že alpske rastline. Ampak to vsekakor še niso bili tisti pravi alpski botanični vrtovi, kot jih poznamo danes. Na našem območju je nekoliko kasneje, v 18. stoletju, baron Karl Zois, mlajši brat morda bolj znanega Žige Zoisa, na svojem posestvu na Brdu pri Kranju uredil zelo bogat vrt, ki ga lahko imenujemo tudi prvi botanični vrt na Slovenskem, čeprav ni bil dostopen javnosti. Tudi v ta vrt je prinašal številne alpske rastline, ampak kmalu po smrti barona Karla in smrti njegovega brata je bil ta del vrta opuščen in ga kasneje niso več obnavljali. Prvi botanični vrt na območju na slovenskem ozemlju je leta 1810 ustanovil Franc Hladnik v času Ilirskih provinc. Danes je to ljubljanski botanični vrt Univerze v Ljubljani, ki je naša najstarejša znanstvena naravoslovna ustanova z neprekinjenim delovanjem. Tudi tja so že takrat sadili alpske rastline, ni bil pa to pravi alpski botanični vrt, kot bomo videli sedaj. Pravi alpski botanični vrtovi so v bistvu začeli nastajati šele v drugi polovici 19. stoletja. Prej sem omenila Karla Zoisa, ki je poleg nekaterih drugih botanikov, geologov, raziskoval slovensko rastlinstvo, predvsem rastlinstvo gora v 18. stoletju. Takrat so v gore zahajali tudi domačini, lovci in pa tisti, ki so se želeli povzpeti na najvišje vrhove. Šele kasneje, v 19. stoletju, pa so v gore začeli zahajati tudi tako imenovani turisti, torej tisti, ki so prišli v gore samo iz ljubiteljskega vidika. V 19. stoletju je prišlo do razcveta turizma v Alpah, seveda pa so ti obiskovalci iz Alp odnašali tudi spominke, ponavadi v obliki raznih šopkov rastlin. Značilni so bili predvsem šopki, v katerih so bile planike, svišči, sleči in pa dišeče murke. Sprva so na problematiko izginjanja rastlin na naravnih rastiščih v gorah opozorili tako planinci kot pa tudi botaniki. Planinci so dosegli, da so pri nas že leta
1896 zavarovali planiko, ki je bila prva zavarovana rastlina na Slovenskem. Najprej so jo tega leta zavarovali na Goriškem, 2 leti kasneje pa skupaj z Blagajevim Volčinom tudi na Kranjskem in Štajerskem. No, različna botanična združenja pa so začela ustanavljati botanične vrtove in v njih saditi alpske rastline, da bi nekako usmerili obiskovalce Alp v te vrtove in s tem preprečili ropanje teh rastlin na naravnih rastiščih. Obiskovalci so si te rastline lahko torej ugledali v alpskih botaničnih vrtovih, botaniki pa so jih o njih tudi poučili. Torej, če bi na kratko poenostavljeno povedali, alpski botanični vrtovi so nastali zato, da bi zavarovali planike, svišče, sleče in murke. Prvi alpski botanični vrt naj bi leta 1875 na gori Blazer na Tirolskem ustanovil Anton Kerner, avstrijski botanik, ki pa je pomemben v bistvu tudi za nas, ker je z našega ozemlja vpisal kar nekaj novih vrst, razrešil pa je tudi skrivnost skabioze Trente, ki jo bom omenila na koncu. Torej, alpski botanični vrtovi, alpinumi, so začeli nastajati v koncu 19. stoletja. Tudi pri nas pravzaprav nismo prav veliko zaostajali. Že leta 1926 je v Trenti Albert Wadešen ustanovil alpski botanični vrt Julijano. Albert Wadešen je izhajal iz francoske hugenotske družine, ki je prebežala v Švico. Sam je bil rojen v Trstu, kjer je potem tudi obiskoval gimnazijo. Takrat se je navdušil nad floro Julijskih Alp, nad Trento in pa tudi nad kraškimi rastlinami. Kasneje je študiral na Visoki gozdarski šoli v Zürichu v Švici in tam spoznal številne priznane botanike. Kljub svoji veliki ljubezni do alpskih rastlin pa te svoje želje po ustanovitvi botaničnega vrta ni mogel tako izpolniti. Moral je namreč prevzeti očetovo trgovino z lesom, kupil je obširne gozdove v Slavoniji in podedoval parno žago v Loškem potoku. Šele ko je bil star nekaj čez 50 let, je obsežne gozdove v Slavoniji prodal in se odločil, da v Trenti postavi botanični vrt. Takrat je živel v Trstu, zato z avtomobilom do Trente ni bilo tako daleč. Poleg tega se je odločil, da bo vrt postavil na nekoliko nižji nadmorski višini, da mu bo oskrbovanje vsekakor lažje. Že prej je bil namreč lovski zakupnik v Trenti, njegova družina pa je imela v lasti tudi nekaj lovskih koč. Leta 1926 so torej ozemlje v Trenti očistili, posekali nekaj dreves in uredili poti. Čez zimo je potem Albert Wadešen študiral literaturo o alpskih rastlinah, že naslednje leto pa so prinesli v vrt rastline predvsem iz Julijskih Alp, nekaj tudi iz Kamniško-Savinjskih Alp, iz Karavank, nekaj iz Furlanskega hribovja, iz kraških košenic, predalpskega sveta, od svojih prijateljev iz tujine pa je dobil tudi nekaj tako imenovanih tujk, torej rastlin, ki naravno na območju Slovenije ne rastejo. Po prvih uspešnih letih vrta, ko naj bi v vrtu uspevalo tudi 900 vrst, je potem nastopila druga svetovna vojna. In po kapitulaciji Italije vrt ustanovitelju žal ni bil več dostopen, kljub temu pa je vrtnarjem še vedno izplačeval mesečne nagrade za oskrbovanje. V tistem času so žal številne alpske rastline v vrtu preminile, razrasle so
se pa predvsem kraške vrste. Že leta 1947 je v vrt prišla doktor Angela Piskrnik, da bi si vrt ogledala, popisala rastline v njem. In že takrat se je v bistvu skupaj z nekaterimi drugimi botaniki zelo zavzela, da bi vrt obnovili in ga tudi zavarovali. Angela Piskrnik je bila od leta 1945 direktorica takrat prav dobro ustanovljenega prirodoslovnega muzeja, osamosvojenega prirodoslovnega muzeja Slovenije. In zato je leta 1949 prirodoslovni muzej začasno prevzel skrb nad Julijano. Junija tistega leta so botaniki Prirodoslovnega muzeja, Gozdarskega inštituta in še nekaj študentov in dijakov organizirali 2 ekskurziji v Julijske Alpe, kjer so tudi nabirali rastline za vrt in jih tam posadili. Že kmalu pa je žal posebna komisija ugotovila, da vrt muzej preveč bremeni, zato je začasno prišel pod upravljanje različnih krajevnih organizacij. No, leta 1962 pa je muzej prevzel Julijano v upravljanje. In neprekinjeno od takrat muzej upravlja Julijano, zdaj že 60 let. Z obnovitvenimi deli v vrtu je že leta 1958 začel profesor Ciril Jeglič, ki je bil hortikulturni strokovnjak. Omenim naj, da je oblikoval oziroma uredil tudi arboretum Volčji potok. No, že takrat pa mu je od leta 1960 pa mu je pri tem pomagal tudi takrat mladi kustos za botaniko, profesor dr. Tone Vraber. Od leta 1963 do leta 1968 je bil profesor Vraber tudi vodja vrta, ampak z njim je ostal povezan še mnogo dlje. Kasneje nekaj časa vrt ni imel strokovnega vodstva, kljub temu pa je z njim profesor Vraber sodeloval. Leta 1975 pa je vodja vrta postala dr. Nada Praprotnik. V tem času je napisala kar 4 vodnike po vrtu in ob njegovi 80-letnici izdala tudi DVD. V znanstveni reviji Skopolja je obdelala tudi sezname vrst, ki so nekdaj uspevale v vrtu in sodelovala tudi pri izdelavi interaktivnega ključa o vrstah v Julijani. No, strokovno vodstvo je vsekakor potrebno, najpomembnejši za vrt pa so zagotovo njegovi vrtnarji oziroma oskrbniki, ki so ves čas v stiku z rastlinami, ki rastlinke v vrt prinašajo, jih plevejo, zanje skrbijo in jih po potrebi presajajo. Že Albert Bodešen je za vrtnarja zaposlil domačina Antona Tožbarja, ki ga je poslal tudi v Padovo na šolanje. Pri delu mu je pomagala tudi domačinka Ančka Kaus, ki je znala o rastlinah tudi veliko povedati. No, nekako je družinsko tradicijo nadaljevala tudi, kot vidite desno, gospa Marija, hči Antona Tožbarja, ki se je poročila z Jožetom Završnikom. Skupaj sta dolga leta skrbela za vrt. Kot vidite desno, se gospa Marija ne mara prav preveč fotografirati, tako da je na vseh slikah nekako fotografirana bolj oddaleč. Gospa Marija je v vrtu preživela kar 50 let in še danes nam pomaga vrtu kot prostovoljka. No, družinsko tradicijo pa nadaljuje njun sin Klemen Završnik, ki je inženir hortikulture in agronomije. Od leta 2016, ko se je Marija upokojila, pa nam v vrtu pomaga tudi Martina Tekavec, ki je sicer po izobrazbi restavratorka, a je študirala biodiverziteto prav na vaši
Univerzi na Primorskem. Tako da to sta današnja skrbnika Julijane, s katerima boste zagotovo prišli v stik, če Julijano obiščete, in verjetno boste vesela, če jo o rastlinah tudi kaj povprašate. No, če je muzej stacioniran v centru Ljubljane med samim betonom, no pa Julijana leži prav skoraj v osrčju Triglavskega narodnega parka. Dostopna je preko Kranjske gore in preko prelaza Vršič ali pa z juga preko Bovca in dolino preko Trente. Na bližino vrta nas opozorijo rjave obveščevalne table. No, kot sem omenila, že dr. Angela Piskarnik je želela, da bi Julijano zaradi svoje izjemne vloge, zaradi rastlin, ki v njej uspevajo, in zaradi posebne kulturne krajine, da bi jo zavarovali kot spomenik oblikovane narave. Leta 1951 je to dosegla. No, leta 2004 so Julijano zavarovali tudi kot botanično vrednoto državnega pomena, odkar je bil sprejet zakon o Triglavskem narodnem parku, leta 2010 pa je Julijana tudi eno izmed ožjih območij parka. Julijana leži torej v Trenti na pobočju nizkega hriba Kukle na nadmorski višini okoli 800 metrov, kar predvsem alpskim rastlinam ne ustreza najbolje. Vrt spada med manjše vrtove, velik je samo približno 1/4 hektara. Tole je nekako poenostavljen zemljevid Julijane, kjer vidite ta preplet poti, označena pa so tudi večja drevesa, ampak žal so nekatera padla zaradi vetroloma v preteklih letih. No, če je danes v Trenti okoli 90 prebivalcev, se ta številka med sezono, torej recimo od 1. maja naprej, potem povečuje na račun sezonskih delavcev in številnih turistov, ki Trento obiščejo tekom sezone. Tako je Julijana odprta samo od 1. maja do 30. septembra, ko je dejansko ljudje pogosto obiščejo, prej pa je žal zaprta, ker ni obiska oziroma pogosto niti ceste niso dostopne. Vrt je odprt vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih. Včasih so ljudje presenečeni, ampak vanj pobiramo vstopnino. Vrt vsako leto obišče okoli 5000 obiskovalcev, največ smo jih imeli prav v letih po osamosvojitvi Slovenije. Zelo pomembna se nam zdi v Julijani vloga vzgoje in pa izobraževanja. Zato imamo v Julijani organizirana javna vodstva, ki so tako za nenapovedane obiskovalce kot tudi za napovedane skupine, včasih pa priredimo tudi razne delavnice. No, k tej izobraževalni vlogi spadajo tudi nekatere nove publikacije, ki smo jih izdali, in panoji v vrtu, ki ozaveščajo ljudi, na primer tukaj o uporabnih oziroma zdravilnih rastlinah v vrtu. Obiskovalce pa želimo opozarjati tudi na mnoge žuželke, ki jih ta barviti svet v Julijani tudi privablja. Lani smo v vrtu odprli tako imenovano Zoiskovo pot, ki je namenjena predvsem družinam, saj želimo izobraževati tako najmlajše otroke, predvsem pa njihove starše. V Julijani rastlinam tekom sezone tudi poberemo plodove in očistimo semena. Ta potem večinoma odpeljemo v ljubljanski botanični vrt, kjer izdamo skupen indeks semenov. Ta je namenjen izmenjavi semen z drugimi botaničnimi vrtovi. Nekaj semen zadržimo tudi zase, ki jih potem posejemo in iz njih vzgojimo mlade rastline.
No, zdaj pa bi se osredotočili predvsem na rastline, ki uspevajo v vrtu, torej kaj v bistvu obiskovalci lahko v vrtu vidijo. V vrtu danes uspeva med 600 in 700 rastlinskih vrst, naštetih imamo nekaj čez 700, ampak ker nekatere uspevajo bolj slabo, poženejo samo listke ali pa občasno tudi cvetijo, ponavadi rečemo, da v vrtu lepo uspeva zagotovo 600 rastlinskih vrst. Kot sem omenila na začetku, to niso samo alpske rastline, ampak nekakšna pestra mešanica alpskih rastlin, tistih, ki so značilne za predgorje Alp, tudi nekaj bolj dinarsko oziroma ilirsko razširjenih vrst in pa nekaj kraških rastlin. Za simbol vrta smo si izbrali Zoisovo zvončico. Zoisova zvončica je nekaj posebnega, ker je njeno glavno nahajališče na območju slovenskih Alp. Uspeva torej predvsem v naših Alpah in še malo čez mejo v Italiji in Avstriji, uspeva pa tudi v Trnovskem gozdu. Tako da jo imamo res lahko za simbol naših Alp, zato je bila tudi izbrana za simbol Julijane. Rastlino je prvi na Storžiču in v Bohinjskih Alpah opazil Karel Zois in jo poslal svojemu botaničnemu mentorju Francu Xaverju Wulfenu v Celovec, ta pa jo je potem po najditelju opisal. Zdaj žal v Julijani vrsta bolj slabo uspeva, ne glede na to, kam jo posadimo oziroma jo poskusimo ustvariti ustrezne mikroklimatske razmere, nekako ponavadi požene samo en ali dva cvetova, ki nikakor nista tako bogato oziroma tako močno vijoličasto obarvana kot v naravi, tako da obiskovalci so včasih razočarani, ker jo v vrtu ne vidijo. Morda se tukaj kaže tudi nek vpliv klimatskih sprememb, saj je Julius Kugi pisal, da Zoisova zvončica v vrtu lepo uspeva. No, zaradi nizke lege vrta in pa zaradi tega toplejšega ozračja mnoge vrste v Julijani cvetijo prej kot recimo v gorah, predvsem alpske rastline. Mnoge pa žal preminejo in jih je zato potrebno stalno nadomeščati. Kot sem prej omenila, je morda viden tudi že vpliv klimatskih sprememb. Rastline v Julijani so redko kdaj pokrite s snegom. Sneg pade ali zgodaj na začetku zime in ga potem v bistvu skoraj celo zimo ni. Pogosto pa potem pade zopet v marcu ali pa aprilu. To zdaj lahko spremljamo že kar nekaj let in snežna odeja v bistvu na alpske rastline deluje kot nekakšna zaščita, obenem pa jim pomeni tudi pomemben vir vode, ko se sneg tali in nekako stalno dovaja vodo tem rastlinam, ki počasi začnejo rasti. Zdaj, če snega ni, seveda to za rastline tudi pomeni neko spremembo, na katero predvsem alpske vrste niso najbolj navajene. Tako da ponavadi obiskovalci, ko pridejo v vrt, vedno želijo videti planiko, tako da skrbimo, da planika v vrtu vedno je. Včasih jo je vseeno potrebno prinesti s terena in kot zanimivost, včasih cveti že konec maja ali v začetku junija, medtem ko jo v gorah lahko opazujemo precej kasneje. Pomembno vlogo ima Julijana tudi pri ohranjanju redkih, ogroženih in pa zavarovanih vrst. Vrste, ki so redke, ogrožene in zavarovane in uspevajo v Julijani, si obiskovalci lahko torej ogledajo v vrtu in jih tako ne ogrožajo na naravnih rastiščih. Obenem pa, če bi te vrste recimo v naravi izumrle, bi jih lahko iz vrta ponovno tja naselili. V Julijani uspeva kar okoli 70 rastlinskih vrst, ki so na območju Slovenije zavarovane.
Med njimi je tudi celoten rod klinčkov oziroma nageljčkov z izjemo brkatega klinčka. No, tukaj na sliki pa lahko vidite Sternbergov klinček, ki uspeva na meliščih v alpskem svetu in zelo prijetno diši. No, nekoliko mu je podoben montpeljerski klinček, ki ima na steblu ponavadi več cvetov in drugačne čašne zobce. V Julijani pa uspeva tudi divji klinček. Z kraških travnikov morda poznate krvavo rdeči klinček, ki s to svojo rdečo barvo res privablja poglede. Uspeva na primer tudi v Bohinju, kjer je med temi toplejšimi medledenimi dobami zašlo tudi nekaj bolj sredozemskih vrst in so se tam ohranile tudi kasneje. No, in krvavo rdeči klinček je eden izmed teh predstavnic. V vrtu uspeva kar 11 vrst kukavičevk, med njimi na primer navadni kukavičnik in pa čeladasta kukavica, ki v vrtu kar dobro uspevata. Potem več vrst močvirnic. Temno rdeča močvirnica je v bistvu zrasla kar sama, ker ji ustrezajo takšna bolj sončna, kamnita pobočja. Navadna močvirnica pa v vrtu uspeva v spodnjem delu, kjer iz vodnega korita mezi voda po tleh. Veseli smo, da v vrtu uspeva tudi bolj majhna in očem ponavadi skrita kukavičevka enolistna plevka, ki pa uspeva tudi v okolici vrta. Značilna je za zmahom porasla pobočja, v bistvu gozdove, predvsem v alpskih dolinah. V Julijani pa uspeva tudi orhideja kukavičevka z največjim cvetom v Evropi, to je lepi čeveljc. Ta rastlina s svojo barvo in vonjem privablja opraševalce, ki so majhni kožekrilci, torej kot nekakšne majhne mušice. Te priletijo v čeveljček in ker so stene tega čeveljčka spolzke, je edina pot navzven, ki vodi mimo brazde in pa teh paketkov oziroma skupkov cvetnega prahu. Tako v bistvu rastlina poskrbi za opraševanje. Veliko fotografov pride v Julijano ravno zato, da bi fotografirali šopasti repušnik. Ta rastlina v vrtu raste v veliki skali, ki se imenuje Sofijina skala. Bois-de-Chêne jo je poimenoval po svoji materi Sofiji. No, in šopasti repušnik tam res raste ven iz skalnih razpok in je zelo lepa rastlina. Je sorodnik zvončic, spada v družino zvončičevk in naj bi se po obdobju ledenih dob ohranil samo na nekaj nahajališčih v Južnih Alpah. Razširjen je od Komskega jezera pa do naših Karavank. Pri nas uspeva na nekaj mestih v Julijskih Alpah in pa na enem nahajališču v Karavankah v dolini Belce, kjer pa je bilo njegovo rastišče zaradi podora kar precej poškodovano. No, v Julijani občasno poteka tudi raziskovalno delo. Kolegica Martina Dekavec je na primer ugotavljala, kdo oprašuje šopasti repušnik. V Julijani uspeva tudi okoli 20 vrst, ki so endemične na vsaj delu slovenskega ozemlja. Torej, endemične vrste so tiste, ki uspevajo na nekem omejenem območju, ponavadi pa je to območje vezano na neko geografsko enoto. Tako je hladnikija, rbrinčavolistna hladnikija, na primer endemična v Trnovskem gozdu, kar pomeni, da uspeva samo tam in nikjer drugje na svetu. Že prej omenjena Zoisova zvončica je endemična v jugovzhodnih Apneniških Alpah, obstaja pa tudi več endemitov Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp in kar nekaj drugih endemičnih vrst. Vrste pa žal ne poznajo, no ne žal, ampak
Na srečo ne poznajo državnih meja, tako da nikoli niso vezane samo na eno državo, tako da težko govorimo o kakšnih državnih endemitih. V Julijani uspeva tudi vsaj 30 vrst rastlin, ki imajo v Sloveniji klasično nahajališče. Klasično nahajališče je tisto, kjer so bili nabrani primerki rastline, po katerih je bila potem opisana nova vrsta. Tako je na primer idrijski botanik in zdravnik, pa tudi entomolog Johannes Antonijo Scopoli na Nanosu prvi opazil gozdno košeničico in jo že v prvem delu, v bistvu v prvem delu svoje Flore Kranjske pisal o njej, bolj strokovno, znanstveno pa jo je opisal v drugi izdaji svojega dela Flora Carniolica oziroma Flora Kranjske. Tako je torej Nanos klasično nahajališče te gozdne košeničice in čeprav se ji reče gozdna, ne uspeva v gozdu, ampak bolj na pobočjih, na travnikih. No, še ena znamenita rastlina z našega ozemlja, ki zelo lepo uspeva tudi v Julijani. Letos so jo žal zopet miši precej obžrle. To je blagajev volčin. Ta rastlina ima klasično nahajališče pri nas na gori oziroma v Svetemu Lovrencu pri Polhovem Gradcu. Tam jo je nek domačin prinesel grofu Blagaju. No, grof Blagaj je bil sicer navdušen nad rastlinami, te rastline ni poznal, zato je za nasvet vprašal takratnega kustosa deželnega muzeja Henrika Frajerja. Henrik Frajer tudi vrste ni poznal in je spoznal, da gre za še neopisano vrsto in jo je poimenoval po Blagajevem volčinu, po grofu Blagajev, Blagajev volčin. Kasneje so ugotovili, da je vrsta veliko bolj razširjena, ne uspeva samo na območju Slovenije, ampak tudi po Balkanskem polotoku in še marsikje drugje. No, kar nekaj vrst, ki uspevajo v Julijani, je na območju Slovenije zelo redkih. Slučajno sem te dve vrsti v bistvu dala na isto prosojnico. Na prvi sliki, na vaši desni, je alpski glavinec. In čeprav se imenuje alpski, ni pri nas prav nič alpski, uspeva namreč na Čavnu in pa v okolici Sežane. Prepoznamo ga po bolj modrikastih listih, ki tukaj sicer niso vidni, in pa po ovojkovih listih, ki nimajo teh češljastih priveskov. Na vaši desni pa je dvobarvni glavinec, ki pa prav tako nima prav veliko nahajališč na območju Slovenije, uspeva na nekaj mestih v Posočju in pa v Bohinju. Pri nas nepogosta je pirenejska zmajevka, vrsta, ki morda koga spominja na travniško kaduljo ali kaj podobnega, ampak je venec kar precej drugačen, spada pa res v družino ustnatic. Ta rastlina, kot ime že pove, uspeva v Pirenejih in ponekod v Alpah, pri nas pa je razširjena samo v tem južnem delu Julijskih Alp, v Bohinjsko-Tolminskih gorah. In pri nas rastlina doseže svojo jugovzhodno mejo razširjenosti. Svojo vzhodno mejo razširjenosti pa pri nas doseže tudi modro milje, ki poleg rumenega milja tudi uspeva v Julijani. Ta rastlina ima pri nas nekaj nahajališč, predvsem v zahodnem delu Julijskih Alp. Ena ne prav pogosta vrsta iz Slovenije je tudi ploščevica. V Sloveniji uspeva predvsem v Zasavju in ponekod na jugu države. Ime je dobila po obliki plodov, ki izgledajo kot taki ki so sploščeni, majhni luski.
Samo nekaj nahajališč pri nas ima Lepničev listni grintavec, verjetno najbolj poznano je njegovo rastišče na Snežniku, kjer v bistvu doseže tudi svojo zahodno mejo razširjenosti. Leta 2008 so bili v vrtu zelo veseli, ko je prvič v njem zacvetel en poseben križanec. To je križanec med bratinskim rumenim sviščem, bratinskim košutnikom, ki ima cvetove rumene barve, in pa panonskim sviščem, ki ima cvetove vijoličasto obarvane. Ta križanec se imenuje Komenski svišč, in sicer po Komni v Julijskih Alpah. Tam ga je namreč leta 1957 prvi opazil botanik Ernest Mayr in ga spoznal za nekega novega križanca in opisal kot nov takson. Ta vrsta je pri nas zopet zacvetela šele zopet leta 2020 in lani ponovno cvetela. Tako da sedaj upamo, da se je v vrtu nekako obdržala in da bo od zdaj cvetela vsako leto. V Julijani uspeva tudi kar 11 vrst Nature 2000, torej takšnih vrst, ki so zavarovane v evropskem merilu. Med njimi je na primer julijska orlica, ki sicer zadnje leto ni cvetela, mogoče jo bolj poznate pod imenom Bertolonijeva orlica, ki je razširjena tudi v Franciji in Italiji in še do nedavnega smo mislili, da uspeva tudi pri nas. Potem pa so pred dobrimi 10 leti italijanski botaniki te rastline iz Julijskih Alp, Kamniško-Savinjskih Alp in Trnovskega gozda opisali kot novo vrsto in jo poimenovali po Julijskih Alpah julijska orlica. No, v Julijani zelo lepo uspeva tudi alpska možina. Ta vrsta tudi v Sloveniji ni prav pogosta, uspeva samo še na Črni prsti in pa na Poreznu. Nekdaj naj bi uspevala tudi na Golici, ampak je tam žal izumrla. O njeni razširjenosti v preteklosti pa nam govorijo tudi herbarijski primerki, ki jih hranimo v Prirodoslovnem muzeju. Ena izmed vrst Nature 2000 je tudi navadna obročnica. Ta uspeva pri nas v Zasavju in na Kočevskem. Je, kot vidite, sorodnica zvončic, spada v družino zvončičevk, ampak ima za razliko od njih pri dnu pestiča en obroček, po katerem je dobila ime. V Julijani v zadnjem času ne uspeva več tako dobro, ker se je podrl mokovec, ki je delal senco, tako da smo jo presadili na drugo lokacijo in upamo, da ji bo tam zopet tista bolj senčna lokacija bolj ugajala. No, prav zdaj v vrtu lepo cveti spomladanski kosmatinec, ki ga iz Julijskih Alp, ki ga pri nas poznamo samo s planine Ovčarije. Eden izmed prvih kamnokrečev oziroma prvi kamnokreč, ki zacveti, pa je Burzerjev kamnokreč. V Sloveniji je najbolj pogost Kluzijev svišč, zelo pa mu je podoben Kohov svišč, ki ima nekoliko večje cvetove, zelenkaste lise v goltu, najlažje pa ga od Kluzijevega svišča ločimo po čašnih zobcih, ki imajo tako večjo zarezo, ki jo povezuje bela opna. V vrtu lepo uspeva aurikelj, bolj slabo pa kranjski jeglič. Kranjski jeglič je naša endemična vrsta, uspeva v sklenjenem pasu nekako zahodno in pa južno od Ljubljane. Njegova znana nahajališča so na primer v Iškem peklu, Kobilji curek, v okolici Idrije. V vrtu, kot sem omenila, žal ne uspeva najbolje, čeprav smo ga posadili na več lokacij in po navadi niti ne cveti. Veliko bolje kot kranjski jeglič v vrtu cveti na primer idrijski oziroma dražestni jeglič, ki pa je križanec med tema dvema vrstama.
V vrtu cvetita tudi dve vrsti repnjaka, ki jo je prej omenjeni Skopoli sprva uvrstil v rod gladnic. Za prvo vrsto je napisal, da uspeva v Bohinjskih Alpah in tako je ta vrsta bila poimenovana bohinjski repnjak, druga vrsta pa je bila poimenovana po Skopoliju, Skopolijev repnjak. No in Skopolijev repnjak doseže svojo severno mejo razširjenosti ravno pri nas na Nanosu. Uspeva pa tudi na Snežniku. V maju v vrtu zelo prijetno diši po dišečem volčinu, ki je tudi ena izmed zavarovanih vrst. Ena izmed posebnih vrst v Julijani je Pironova metelka. Ta drobna metuljnica je endemična v predgorju Julijskih in pa Karnijskih Alp. Pri nas je razširjena predvsem v Posočju, dosega pa tudi rob Julijskih Alp. Nekako v isto skupino morda lahko štejemo tudi Turinsko perlo, ki ima največ nahajališč ravno v Posočju. Prepoznamo jo po teh širokih listih. In pa korenikasta krvomočnica, ki uspeva prav tako predvsem v Posočju in ponekod v Primorskem. Na zahod naše države in pa jugovzhod države v podrasti uspeva alpski vimček, ki ga tukaj na Primorskem imenujejo tudi lipica. V svetlih gozdovih pa uspeva lasasti beluš. To so njegovi plodovi, še preden so zreli. V Julijani prav lepo cveti tudi žakenijev ranjak, ki ga imajo nekateri samo za podvrsto gorskega ranjaka. Zdaj, običajno ta rastlina ima bolj bele, rožnate cvetove, no v Julijani pa se ponavadi primerki obarvajo tudi zelo močno rožnato. Pred kratkim je bila ta vrsta najdena tudi v zadnji Trenti. Kot sem na začetku omenila, je Bodešin v vrt posadil tudi nekaj tujk. Ena izmed teh tujk je recimo jetrno zdravje, ki uspeva na Apeninskem polotoku, v Pirenejih in ponekod po Alpah, pri nas pa ga ni. V vrtu uspeva tudi volfenovka, koroška nacionalna rastlina. Pri Mokrinah so ji postavili celo spomenik. Poimenovana je bila po koroškem botaniku Francu Xaverju Wulfenu. No, pa smo zopet pri naših bolj domorodnih vrstah. Morda poznate srebrno krvomočnico, ki v vrtu uspeva na nekaj mestih. V naravi pa jo najdemo na primer na območju Krna, na Črni prsti in nad Breginjskim kotom. V vrtu uspeva kar nekaj vrst perunik, med njimi tudi južnoalpska perunika, ki je najbolj pogosta v Posočju in pa v Bohinju. Prinesli pa smo tudi rdečo milnico, ki sicer v naravi pri nas uspeva v okolici Kranjske gore, pa tja do Podkorena in v okolici. No, ena izmed kraških, bolj kraških, toploljubnih vrst v vrtu je navadni jesenček. Ne cveti jeseni, kot bi morda pomislili glede na ime. Ime je dobila vrsta po obliki listov, ki pa žal tukaj niso vidni, ampak spominjajo na liste malega jesena. Rastlina vsebuje tudi veliko eteričnih olj, zaradi katerih se lahko tudi poleti opečemo, če se te rastline dotikamo in ta olja prenesemo na našo kožo. V kombinaciji s sončno svetlobo namreč ta olja lahko povzročijo na koži celo opekline. V vrtu uspeva tudi rumena maslenica. Ponavadi ljudje niti ne vejo, da ta rastlina uspeva tudi v naravi, na vlažnih travnikih. Občasno pa jo zamenjajo tudi za azijsko sorodnico z oranžnimi
Cvetovi, ki pa je tujerodna vrsta in se pri nas ponekod že podivjano pojavlja. V vrtu lepo uspeva polegla medvejka, ki prav tako velja za eno izmed starejših vrst, uspeva predvsem v predgorju Julijskih in pa Karnijskih Alp. Potem v vrtu uspeva tudi več vrst grablišč, na primer Flajšmanovo grablišče, ki je razširjeno od polhograjcev pa do slovenske Istre in Kočevskega. Prepoznamo ga predvsem po bolj usnjatih in pa bleščečih listih. V vrtu uspeva kar nekaj vrst košeničic, na primer primorska košeničica, ki jo je prvi opazil vrtnar ljubljanskega botaničnega vrta Andrej Flajšman. Uspeva na Čavnu, tako kot skalni mleček. Čeprav je vrtu pravzaprav bližje Kernerjev mleček, ki uspeva pri Nadiži, ki je v bistvu samo druga podvrsta trocvetnega mlečka oziroma skalnega mlečka. Ta skalni mleček je bil v Julijano prinešen iz Čavna in tudi lepo uspeva v vrtu, ustrezajo mu predvsem taka sončna prisojna pobočja. Še eden izmed cviščev, ki uspeva v vrtu, je navzkrižnolistni cvišč. No, tukaj na sliki ni samo črna čmerika, ki v vrtu lepo uspeva. V naravi ni tako zelo pogosta kot na primer zelena oziroma lobelova čmerika. Uspeva bolj na Primorskem, v Posočju. Tukaj s to sliko pa želimo opozoriti tudi na številne žuželke, ki pridejo v Julijano, tako da Julijana ni zanimiva samo za botanike, pač pa tudi za številne entomologe. V vrtu uspevajo številne kobulnice, ki privabljajo predvsem kozličke, čmrlje, divje čebele, tudi marsikatere zanimive vrste, kot na primer tale alpski kozliček, ki je kar nekajkrat prišel v naš vrt. No, če gremo bolj proti pozno poletnim mesecem, v vrtu zacveti močvirna samoperka. Na vaši desni pa lahko vidite tudi ozkolistno preobedo, ki je prav tako endemična v Julijskih Alpah. Žal nam ni še uspelo posneti kakšne zelo dobre fotografije te ozkolistne preobede, vedno je nekako čudne oblike oziroma mokra od dežja, tako kot tukaj na tej sliki. No, preobede so zelo strupene rastline, že predvsem podzemni deli vsebujejo veliko strupenih snovi in že v antiki so vedeli za te njihove učinkovine, zato so menili, da so preobede zrasle iz sline troglavega psa Cerberusa, ki ga je Herkul oziroma Heraklej povlekel iz podzemlja. No, za konec pa bi vam predstavila samo še to rastlino, to je bleda obloglavka oziroma bolj znana morda pod imenom Scabiosa trenta oziroma trentarski grintavec. To rastlino je naravoslovec Baltazar Hake v 18. stoletju nabral na zahodni, na večerni strani Triglava in jo narisal v svoji knjigi, kot vidite tukaj skoraj desno, Kranjske alpske rastline, nabral pa jo je tudi za herbarij. Zdaj, po spletu okoliščin je Hakejev herbarij končal v takratnem deželnem muzeju za Kranjsko in danes njegov herbarij hranimo v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. No, Baltazar Hake je to vrsto opisal, torej je menil, da je to neka nova vrsta, poimenoval jo je Scabiosa trenta, po Trenti. No, kasneje pa so to rastlino mnogi botaniki na območju Trente, Julijskih Alp iskali. Navdušila je predvsem pesnika, pisatelja, botanika in zelo dobrega prijatelja Alberta Bois-d'Echena, Juliusa Cugija.
No, Julius Kugi je to rastlino iskal po Julijskih Alpah, ampak je žal ni našel. Skrivnost v zvezi s Kabiozo Trento pa je razrešil avstrijski botanik Anton Kerner, ki sem ga omenila na začetku. In sicer ni šel iskat te rastline v naravo, pač pa je zaprosil za herbarijsko polo Kabioze Trente iz muzejskega herbarija in ugotovil, da to ni neka na novo opisana vrsta, pač pa že znana bleda obloglavka, ki raste tudi pri nas, recimo predvsem na Tržaškem. Tako je bila skrivnost žal razrešena in Julius Kugi je zapisal, da je žal zmagal, da je zmagala mrzla pamet napram duše zasanjanega poeta. Tako da skrivnost je bila razrešena, predvidevajo pa, da je ta rastlina morda res rasla na pobočjih Triglava nad Trento v času, ko je bilo podnebje nekoliko toplejše in ko je nekaj te bolj toploljubne mediteranske flore zašlo, se razširilo tudi v notranjost Alp, kasneje pa so na teh rastliščih te rastline izumrle. In morda je Baltazar Hake nabral prav zadnje primerke te rastline. Torej bleda obloglavka. Tudi z Tržaškega je bila prinesena v Julijano in jo lahko občudujete tudi v vrtu, zacveti pa šele običajno v avgustu.